Če sami ne poskrbimo za svoj jezik, knjige in kulturo, kdo bo? S tem vprašanjem v srcu zadnjih 10 let poskušam služiti naši zavesti, resnici in redu. Kajti verjamem, da narod živi le toliko, kolikor živi njegova beseda. Da je moja dolžnost zapisovati listine, urejati dokumente in pripravljati pisarniške spise. To je rekel gospod Svetec tistega večera, ko sem iz mojega ljubega Mokronoga prispela v Tosavsko dolino. Kako nedolžne misli so to bile takrat. Šele danes, spričo zdaj težke slovenske usode, vem, da se dolžnost človeka do domovine meri v tem, koliko sebe, koliko svojega srca in truda in dela brezpogojno zapušča svojemu narodu in koliko solz potoči iz strahu pred tem, da bi bila vsa njegova prizadevanja oropana smisla, oropana jezika, besede in z njo lastne duše. Zadnjih 10 let si torej prizadevam, ne za slavo, pač pa za dan, ko bi se človek mogel ozreti k svoji zemlji in reči: Slovenca me je Bog ustvaril in tega me ni sram. Ljudmila, svete so naše reči, rad reče gospod Svetec. In danes se teh besed ponovno spominjam v upanju, da bomo v bodoče premogli dušno in telesno premoč našega naroda ter zavezništvo z junaškimi slovenskimi brati. Za svoj dnevnik Ljudmila Roblek, Mokronoška, 19. november 1885. Dober večer vsem zbranim, med nami pa prav posebno lepo pozdravljeni minister za šolstvo in izobraževanje dr. Vinko Logaj, minister za javno upravo magister Franc Props, župan občine Litija gospod Franci Rokavec, župan občine Šmartno pri Litiji gospod Blaž Izlakar, predsednik Planinske zveze Slovenije gospod Jože Rovan, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije tovariš Klemen Repovž, predsednik Gasilske zveze Litija tovariš Igor Cividini, častni občan občine Litija gospod Jože Drnovšek ter osrednji govornik naše slovesnosti dr. Tone Kregar. Slovesnosti pa boste neprecenljiv žar pridali cenjeni prejemniki priznanj in vsi, ki se vas dotika dediščina naše kulture. Dobrodošli. Orisati vam želimo čas pred 140 leti. V letu 1885, 10 let potem, ko je Ljudmila Roblek prišla v Litijo, je bila v Ljubljani ustanovljena Ciril-Metodova družba. Njen namen kot zasedne, narodno-obrambne in šolske nadstrankarske organizacije je bil podpirati večje upoštevanje slovenščine kot učnega jezika v javnih šolah na Slovenskem in se bojevati zoper delo raznarodovalnih, predvsem nemških in italijanskih šolskih društev. Tudi v Litiji je bila istega leta ustanovljena podružnica Ciril-Metodove družbe. Leto kasneje pa jo je v Ljubljani potrdila deželna vlada. Zato je bil zaslužen notar, politik in pesnik Luka Svetec Podgorski s svojimi somišljeniki. Nocoj vam želimo priklicati nekaj takratne predanosti, zavzetosti in poguma, ki so vneli žarenje za nastanek Bralnega društva Litija, Pevskega društva Lipa,
požarne brambe Litija in le malo kasneje še litijske podružnice Slovenskega planinskega društva. Povezovanje, kulturno udejstvovanje, obiskovanje gora, prostovoljstvo in pomoč so utrli pot za nastanek današnjih knjižnice Litija, prostovoljnega gasilskega društva Litija, pevskega društva Lipa in planinskega društva Litija. Nocoj glas iz preteklosti pripada Ljudmili Roblek, članici in ustanoviteljici Ciril-Metodove družbe v Litiji, predani tajnici notarje Luka Svetca. Kje so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Bom grmovje posekal, trevice požil, bom naredil stezice, so včasih bile. Bom naredil stezice, so včasih bile. Vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki me vodi do doma, kjer so maca moja. Ki me vodi do doma, kjer so maca bila. Ker motim, ampak se ste naročili en izvod. Slovenski svet, sveže natisnjen. So že objavili moj članek. Najlepša hvala, gospa. Pri nas Slovencih je jako čudno. Politika je prek in prek drobtiničarska, naši zastopniki se bore samo za malenkosti in vse naše mišljenje tiči nizko pri mrvicah. In vendar je še toliko drobtinic, katere sramote vse naše javno delovanje. To pa zato, ker smo premlačni, neodločni. Ko bi mi ne bili tako mlačni, imele bi gotovo vse pošte na slovenskem dvojezične pečate. Izginili bi nemški in italijanski napisi s prodajalen in sploh javnih prostorov. Ne bi po slovenskih krajih nastavljali tujih uradnikov po sodiščih ter železniških uradih. To vse bi se izboljšalo, ko bi mi bolj odločno neprenehoma zahtevali svojih pravic. Kakšna težava je, če pride kmet v sodnijo ali k glavarstvu, ter se z uradnikom ne razume? Kakšna težava, če pride zemljemerec na kmete svet merit in se s kmetom ne sporazumeta? Če pride preprost Slovenec na železnico in zahteva v slovenskem jeziku vozni list, zadere se uradnik nad njim, ker ga ne razume. Dostikrat pa tudi noče razumeti. Le odločni bodimo, kjer gre za naše pravice. Potem bo naš narod napredoval, naš krasni jezik se širil in priljuboval, ter spoštovali nas bodo tudi nasprotniki. V litijski podružnici Ciril-Metodove družbe so izjemno vlogo odigrale tudi ženske. Pokroviteljice so jih imenovali. Med njimi je bila izjemna Ljudmila Roblek,
ki je vse svoje življenje posvetila družbi in njenim prizadevanjem za narodno prebujanje. Za Lectova srca in druge oblike slaščic je pripravljala izreke naših pesnikov in dajala pobude za donosne svečeve veselice, ki so se razvile v prava narodna slavja. Vse skozi se je opredeljevala za Slovenko. Gospod, kaj drobiža mogoče? Ali pa če smem kakšno razglednico ponuditi? Ni zame, veste, ne, za naše bralno društvo je. Ja? Izvolite. Najlepša hvala. Bralno društvo imamo v Litiji, veste? Res. Ljudje pridejo k nam, plačajo tistih 50 krajcarjev na mesec in berejo. Ampak krajcarjev pa nima. Jaj, bo kakšen drug dinarček tudi zadostoval. Gospa, smem ponuditi kakšno razglednico. Berejo, veste, ljudje božji berejo časopise in knjige. Ja, berejo seveda v materinem jeziku. To je nekaj najlepšega. In potem te knjige nosijo domov svojim otrokom in potem ti otroci spoznavajo svet skozi slovensko besedo. Kaj več si sploh lahko še želimo, gospod? Smem? Če bi kakšno drugo drobnarijo, tudi. Vse mogoče imamo. Zbiramo darove, prodajamo razglednice, koleke, vse samo, da nabavimo slovenske knjige. Seveda si prizadevamo tudi za to, da bi dobili knjige drugih narodov preložene v naš jezik, gospod, če bi. No, zato se najbolj trudi naš gospod Svetec. Še tam mogoče gospod? Gospod Vidic, kakšen dinarček za kulturo. Najlepša hvala. Hvala. Branje v slovenščini na Litijskem ni nikoli zamrlo. Knjige so med bralce prihajale v različnih oblikah. V začetku 20. stoletja je delovala okrajna učiteljska knjižnica. Knjižnice so bile še pri društvu Sokol, pa pri društvu Svoboda in društvu Vzajemnost. Med drugo svetovno vojno so slovenske knjige domoljubi v tajnosti hranili kot svetinje. Po osvoboditvi pa je bila ustanovljena Ljudska knjižnica Osvobodilne fronte, pa Svoboda in Ljudska knjižnica. V letu 1967, ko občina zagotovi pogoje za delovanje matične knjižnice, se te ljubiteljske oziroma društvene ustanove, knjižnice, povežejo v knjižnico, ki deluje pod okriljem Delavske univerze. V letu 1982 je ustanovljen Zavod za izobraževanje in kulturo Litija z enoto Matična knjižnica dr. Slavko Brum, ki v nekdanjem glavarstvu dobi 100 kvadratnih metrov prostora. V koraku s časom knjižnica dobi nov razmah. Uvaja se informacijska tehnologija, razširi se zaposlenost in odprtost knjižnic, povečanje nakup novosti, okolje pridobiva enote in dodatna izposojevališča, porajajo se številne dejavnosti, predvsem strokovno delo z uporabniki in gradivo. Od leta 2013 je knjižnica samostojen zavod dveh občin, Litije in Šmartnega pri Litiji, in nedvomno je najbolj obiskana kulturna ustanova v občinah. Ima 4900 aktivnih članov, kar je skoraj četrtina vseh občanov Litije in Šmartnega. Zgodovina knjižnice je razgibana. Danes njena naloga ni le izposoja knjig in spodbujanja bralne kulture, pač pa skrb za povezovanje, učenje, informiranje in vsakršno kulturno delovanje. Glavarstvo, stoletje in pol stara stavba, v kateri domuje osrednja litijska knjižnica, poka po šivih. Od gradiva, od vsebine, od obiskovalcev,
toplina prizadevanj zaposlenih za širjenje bralne kulture bralcem vliva upanje. Knjižnica z omiko in pogumom ostaja ponos svojim prednikom, svojim ustanoviteljem pa danes polaga na oltar, kot bi dejala ljuba Ljudmila. Ne pozabite na moč slovenske besede, svetost knjige in srčne bralne kulture. Mlada kot zelena polja, svila je kot žito v klasju, sveža je kot pomladanski veter. Lepa je kot časi sanje, dobra je kot kruh domači, nežna je kot prvi aprilskov cvet. Videl sem takoj, da to je ona, vse na njej izvori se. In začela se je stara zgodba, da sem ji v svetim pesem posvečeno njej, ki sem jo ljubil. Njej, ki še jo ljubim. Njej, ki bom jo ljubil kot nobeno še doslej. Edino njo, Njej, ki sem jo sanjal. Njej, ki sem jo ljubil. Njej, ki sem jo izgubil, ker preveč sem si želil morda od nje. Moja prva misel, to je ona, bil medun, mladosti sen. Moja zadnja misel je spet ona, mislim, nanjo pišem pesem posvečeno njej, ki sem jo ljubil. Njej, ki še jo ljubim. Njej, ki bom jo ljubil kot nobeno še doslej. edino njo, Njej, ki je kot sonce. Njej, ki je kot zvezda. Njej, ki vse je zame, a od mene je odšla nenadoma. Ustanovitev Lipe v Litijski čitalnici je bila izjemna. Vplivala je na narodni in gospodarski razvoj, saj so bili slovenski jezik, pesem in bujenje narodne zavesti njena temeljna načela. Ob ustanovitvi je imel zbor 16 pevcev, vodil jih je nadučitelj Capuder. V letu 1892 pa je vodenje zbora prevzel skladatelj, organist in občinski tajnik Peter Jereb, kar je Lipo zaznamovalo za vedno. Zbor je vodil do 2. svetovne vojne.
med vojno pa so pevci spoštovali kulturni molk. Ob sodelovanju z Lipo so pod njegovo taktirko nastajale izjemne skladbe, ki so se zapisale v zakladnico pevskega repertoarja umetnih skladb in jih izvajajo še danes. Lipa pa je postala sinonim za izjemen pevski sestav. Društvo Lipa so predvsem v medvojnem času in do leta 1960 sestavljali tako moški, ženski kot tudi mešani sestav. Zbor je imel svoje vzpone in padce, a je obstal in deloval. Doživel 100-letnico, 120-letnico in leta 2008, pred svojo 125-letnico, se je društvo prerodilo, pomladilo in s prevzemom mlade Lipe nove generacije najprej pevcev, nato tudi pevk. Društvo je dobilo nov zagon ustvarjalnosti, a njegovi člani niso nikoli pozabili tradicije in svojega poslanstva, ohranjanja, širjenja ter bogatenja pevske dediščine. V letu 2017 je društvo zbralo, uredilo in izdalo tudi zbirko notnega gradiva še neobjavljenih pesmi skladatelja Petra Jereba. Pevsko društvo Lipa danes tvorita ženska in moška vokalna skupina, ki pa se občasno zlijeta tudi v mešani zbor. Pevci in pevke nizajo uspehe na preglednih revijah in so tvorci najžlahtnejše kulture v domači občini. Preden nadaljujete? Smem? Izvolite. Želela bi samo povedati, da me je strah. Strah me, da pustim. Da bi otroci pozabili jezik svojih dedov in babic. Da bi morali v domačih hišah po nemško peti, ker se tako spodobi za meščane. Sinoči sem dolgo sedela pod lipo na dvorišču hiše in jokala in poslušala sem može prepevati stihe, ki jih je zložil gospod Svetec. Rasti, draga Lipa, rasti, ti kraljica vseh dreves. Kinč prelepi naši vlasi, našim dedom sveti les. Toliko zloženih pesmi ima naš slovenski narod in toliko muzikalnih mož, da jih uglasbijo. In kako bodo zvenele te pesmi v nekem moji duši, v tujem jeziku. Če me utrujenost premaga ali strah in preneham delati, preden sem končala, sem potem takem sploh zares začela. Pesem seže dlje, kot bi sama zmogla kdajkoli. Pesem seže najdlje. Če bi ustanovili pevsko društvo in bi ga poimenovali po Lipi. Korenine, ki rastejo iz slovenske zemlje, njene veje pa objamejo cel svet. Lipa. Strinjam se, pesem seže najdlje. Na današnji slovesnosti bodo pevci in pevke prejeli jubilejne Galusove značke Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe. Podelil jih bo vodja območne izpostave JSKD Litija, gospod Darko Vidic. Bronaste značke za delovanje na 10 let bodo prejeli oziroma prejmejo Pija Lucija Primožič, Žiga Rapl in Aleš Turšič.
ostalih ni. Srebrna Galusova značka za prepevanje na 20 let gre oziroma bo šla, ko se bo to zgodilo, v roke pevki in pevcu. Prosim, da na oder prideta in moja prošnja zaenkrat ne bo uslišana, Zala Pija Lipičnik in Erik Schmidt. Ja, en lep dober večer tudi v mojem imenu. Izredno čast in zadovoljstvo mi je, da lahko v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pevskemu društvu Lipa čestitam ob njihovi visoki obletnici. Glede na to, da ste 10 let nazaj prejeli zlato jubilejno priznanje, boste letos prvo društvo v Sloveniji, ki boste prejeli srebrnik. Tako da ene iskrene čestitke za vse, kar ste do sedaj naredili, za pogum, ki ste ga pred leti zbrali, da ste prejeli štafeto od starejših pevcev in to bogato tradicijo Lipe peljete naprej. Veliko društv v Sloveniji je, ki se ob takih visokih jubilejih srečuje predvsem s tem, da težko pridobi mlade pevce. Vi teh težav nimate, kar mi je veliko veselje in čast. In verjamem, da bomo tudi v prihodnje odlično sodelovali in nosili kulturo tu v občini Litija, kot tudi širše naprej. Tako da, Miha, izvoli. A boste šli lahko tole na sredino? Ja. Evo, super, hvala. Sanjala sem je, da je v pisarni nekdo pozabil upihniti svečo. Plamen je poskočil, najprej na moj dnevnik, potem na mizo in potem je požiral kot sestradana žival pred seboj vse, kar smo varovali, vse, za kar smo živeli. Kar tako, mimogrede, so se izgubile v pepelu vse sledi našega obstoja. Izginile so besede in knjige, časopisi, dokumenti, članki in mi, jaz in gospod Svetec. Tesno mi je pri srcu ob tej misli. Človek se leta in leta bori za obstanek celega naroda, pa ga lahko majhen plamenček ognja izbriše sveta v eni sami minuti. Morda bom nocoj lažje zaspala z mislijo na naše rojake, gasilce. Tako preprosti so ti možje, tako srčni. In tudi oni vedo, da nesreča nikoli ne počiva. No, kljub temu pa bom nocoj Florijana še malce glasneje poprosila. Zna biti, da bo Florijan pomagal. Na litijskem območju so v letu 1885 ustanovili požarno brambo, ki je sprva delovala pod okriljem Šmarske župe. Kmalu so nabavili prvo ročno batno črpalko, osnovno orodje in pričeli z delom. Takrat je litijska požarna bramba sestavljala 47 članov.
Njeni ustanovni člani so bili spoštovani Litijani: Ivan Batis, Rudolf Badjura, Peter Jereb, Jože Maček, Luka Svetec, Lovro Tura, Franc Lajovic in Jože Damjan. Kako potrebni, koristni in nepogrešljivi so, se je kmalu izkazalo v požaru v Litiji leta 1896 in nato v letu 1903 na Vačah. V letu 1923 so pridobili prvi gasilni avto, s katerim so upravljali tudi prevoze bolnikov v Ljubljano. Sledili so razvoju, dokupovali opremo, vozila, se usposabljali, v letu 1966 zgradili sedanji gasilski dom na Ljubljanski cesti. V letu 1997 je bila podpisana koncesija za reševanje v cestnem prometu, s čimer je gasilska enota Prostovoljnega gasilskega društva Litija postala gasilska enota širšega pomena. Društvo ima danes več kot 100 članov. Poseben steber je njena operativna enota, ki šteje 36 članov. Ti pa so usposobljeni za posredovanje v različnih vrstah nesreč, v ognju, vodi, na višinah in globini, na cesti, v prisotnosti nevarnih snovi in še bi lahko naštevali. Pripravljeni so 24 ur na dan, vse dni v letu. Poleg tehničnih posredovanj operativni gasilci pogosto nudijo tudi psihološko oporo ljudem v stiski. Zato so empatija, zanesljivost in mirnost pod pritiskom ključne lastnosti vsakega člana. Njihova prisotnost na terenu pomeni varnost za krajane Litije in okoliških krajev. Ob vsakem klicu so pripravljeni odreagirati hitro in učinkovito. Vse to, od nekdaj do danes, nam gasilci predajajo na prostovoljni ravni, na petek in svetek, ker, kot je dejala Ljudmila, nesreča nikoli ne počiva. Z nami je tudi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Klemen Repovž. Prosim, da nam nameni nekaj besed. Spoštovani visoki gostje, spoštovani člani in vodstvo Prostovoljnega gasilskega društva Litija, spoštovani slavljenci. Zahvaljujem se vam za vabilo na današnjo slovesnost, ko skupaj praznujete kar 540 let delovanja. Ko pogledamo ta društva skupaj, vidimo nekaj posebnega. 140 let varnosti, 140 let kulture in znanja, 120 let planinskih poti. Vse to so niti ene same velike zgodbe o slovenskem prostovoljstvu in predanosti skupnosti. Društva, ki praznujejo danes, niso le del preteklosti, temveč živ dokaz, da se moč skupnosti meri v ljudeh, ki si zanjo vzamejo čas, energijo in srce. Ob tej priložnosti v imenu Gasilske zveze Slovenije izrekam iskrene čestitke knjižnici Litija, pevskemu društvu Litija za 140 let delovanja, kakor tudi članom Planinskega društva Litija za prehojenih 12 desetletij. Slovensko prostovoljno gasilstvo ima bogato tradicijo, na katero smo lahko ponosni prav vsi prebivalci Slovenije, ne le gasilci. Gasilstvo ni služba, je veliko več, je način življenja. Vse od začetka gasilstva je naše osrednje poslanstvo zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in živali. Pomoč sočloveku, narodna zavest, tovarištvo in pripadnost domovini so temeljne vrednote gasilske skupnosti. Skupnost pa vedno temelji na zaupanju, medsebojni podpori, odgovornosti in povezanosti. V Sloveniji smo gasilci srce skupnosti. Smo pomemben člen nacionalne varnosti ter varni steber državljankam in državljanom v najtežjih trenutkih. Pomagamo v poplavah, požarih, industrijskih in drugih nesrečah. To počnemo ne glede na nevarnost in tveganja. V okoliščinah, ko je treba pozabiti nase in pomagati drugim, se pokaže veličina ljudi,
veličina naše gasilske skupnosti in ta skupnost v Sloveniji šteje preko 180 tisoč članov. Od tega več kot 45 tisoč operativnih gasilcev, ki se v vsakem trenutku nesebično odzovejo klicu na pomoč. Poleg tega, da smo največja prostovoljna organizacija v Sloveniji, nam to številko zavidajo številne druge države. Zato moramo gasilsko tradicijo še naprej skrbno negovati. Prostovoljstvo sta odločitev in plemeniti vzgib, ki izhajata iz srca vsakega posameznika. Oplemeniti pa se z dejanji, ki jih posameznik opravlja za druge, ne da bi za to pričakoval kaj v zameno. Tudi vi, spoštovani člani prostovoljnega gasilskega društva Litija, s svojim poslanstvom in predanim delom, ki vsebuje izobraževanje, usposabljanje, vzgojo mladih gasilcev ter usklajen razvoj opremljanja gasilske enote, zagotavljate učinkovito, strokovno in organizirano delovanje gasilstva v Litiji. V imenu Gasilske zveze Slovenije se vam zahvaljujem za vsa plemenita dejanja, požrtvovalnost, vztrajnost, pogum in nesebično pomoč ljudem v trenutkih, ko se za njih zdijo temni in brezupni. Hvala, ker vedno prinašate žarek upanja in občutek varnosti med ljudi. Želim vam polno uspehov na vseh področjih delovanja društva še naslednjih 140 let, predvsem pa vam želim, da se z intervencijo vračate živi in zdravi. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Litija, vse najboljše. Ob vašem visokem jubileju vam Gasilska zveza Slovenije podeljuje zlato plaketo, zato prosim tovariš predsednik Jan Marko, da se mi pridružiš na odru. Predsednika Gasilske zveze Litija, da še vam podeli plaketo Gasilske zveze. Spoštovane, lepo pozdravljeni tudi v imenu Gasilske zveze Litija. Kot naj izkoristim priložnost, čestitam tudi knjižnici Litija za jubilej, pevskemu društvu Lipa, planinskemu društvu Litija in pa seveda na koncu največje čestitke Gasilskemu društvu Litija za praznovanje 140 let. 140 let neprekinjenega dela ni tako enostavno, s tem, da delo opravljaš prostovoljno. Naj bo današnja proslava in pa spominska plaketa, katero jim bom podelil v spodbudo za dobro delo in pogumno delo v nadaljnjih letih. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Jan, prosim. Prostovoljno gasilsko društvo Litija pa podeljuje značke za dolgoletno delo in sicer za 20 let pripadnosti gasilstvu, prostovoljstvu in humanitarnemu delu. Iz rok predsednika PGD Litija Jana Marka jo prejmejo naslednji člani: Marko Gorišek, Blaž Kokovica, Primož Kokovica in Martin Pirc. Za 50
Delu v njem in predanosti značko prejme Franc Koprivnikar. Še večjo mero spoštovanja oziroma hvaležnosti pa na oder vabim prejemnika značke za 60 let delovanja v PGD Litija in njegovih organih. Prosim, da se nam pridruži nagrajenec Franc Simončič. Letošnji jubilej je Prostovoljno gasilsko društvo Litija nagrajenci so ovekovečeni. Torej, letošnji jubilej je Prostovoljno gasilsko društvo Litija praznovalo slavnostno parado. To in druge spremljajoče aktivnosti so izvedli povezani s pomočjo mnogih, izstopajo pa naslednji posamezniki. Simon Bokal, Boštjan Dragoš, Patricija Fašink, Martin Fašink, Matevž Gril, Anel Ičanovič, Nik Jarm, Janez Jurič, Tomaž Kajtna, Blaž Kokovica, Primož Kokovica, Miha Koprivnikar, Olga Kotar, Urban Kotar, Manca Kotar, Danilo Majcen, Jan Marko, Kristjan Matos, Uroš Obolnar, Andraž Zupan, Marko Zupan, Miha Zupančič, Matej Zupančič, Saša Žitnik. En aplavz za vse njih. Sami pa se želijo za podporo zahvaliti še Občini Litija, Gasilski zvezi Slovenija, Gasilski zvezi Litija, PGD Jevnica, PGD Kresnice, PGD Ribče. Zdaj bom spuščala kratice, se opravičujem, ampak saj razumemo, gre za prostovoljna gasilska društva. Hotič, Vače, Polšnik, Breg, Gabrovka, Tiha Boj, Dole pri Litiji, Predilnica Litija, Celje, Gabarje, Dolenja vas, Šmartno pri Litiji, Vintarjevec, Jablanica, Kostrevnica, Zavrstnik, Zagorje mesto, Trbovlje mesto, Trebnje, Gasilski brigadi Ljubljana, PGD Podzemelj, Žužemberk, Moravče, Odboru za zaščito in reševanje Občine Litija, Civilni zaščiti Litija, Zdravstvenemu domu Litija, Policiji Litija, Nini Kotar ter Pihalnemu orkestru. Zelo široke kroge združujejo gasilci. Zahvale jim bodo predstavniki društva predali po uradnem delu prireditve, PGD Litija pa se zahvaljuje tudi vsem povabljenim društvom in zvezam. Ob prihodu jim je društvo že izročilo simbolno darilo. Priložnost za osebne zahvale pa se bo našla po končanem uradnem delu prireditve pred društvenim praporom.
so umivali. Šel bom goro, planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinesem mami, stara in dlahti, drugo sestrici mladi, jutri se oboži. Šel bom goro, planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Tretjo prinesem zate, čuvaj mi jo skrbno, naj te spominja na me, če me kdaj več ne bo. Šel bom goro, planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. 3 bele zvezde, 3 oči, vsaka za lep spomin. Ta čudovita pesem je nakazala, da se pomikamo više. Torej, ljubitelji planinstva so 5. avgusta 1905 ustanovili Litijsko podružnico Slovenskega planinskega društva. Štela je 42 članov, zaobsegala pa je poleg Litije še kraje Šmartno, Višnjo goro, Zagorje, Hrastnik, Zidani most in Radeče. Gospa, aj tistole slučajno planinski vestnik? To je točno to. Smem, veste, grem na Primskovo. Povem, da moji kolegi tukaj le noter marsikaj koristnega pišejo. Joj, najraje berem v razgledih. Menda je sedla pred Presko en čudovit razgled proti severu in zahodu, se pravi Savinjske planine in Karavanke, ko se bleščijo v prvem snegu. So pa napisali tudi, da jih je na Preski izletnike pogostil gospod Ivan Jelko v svojem savinjskem hramu. Potem so jo pa mahnili naprej po grebenih čez Germane in Grobnik do Primskovega. Na vrh je pa menda ena taka velika, stara romarska cerkev. No in potem te izletniki, se opravičujem, ne bom vas več lotila, pa najlepša hvala za tole. Srečno, Ljudmila! Litijski planinci so si od ustanovitve naprej želeli lastne planinske koče. Načrt se jim je posrečil v letu 1931, ko so pod predsedovanjem karizmatičnega Ferda Tomazina na Požganici v neposredni bližini Zasavske Svete Gore postavili lično kočo, ki je bila med drugo svetovno vojno žal požgana. Planinsko zavetišče je bilo tudi na Sveti planini, kjer so pod vodstvom v Litiji rojenega Rudolfa Badjure, pisca turističnih in planinskih vodnikov, kartografa in prvega slovenskega učitelja smučanja, izvedli smučarski tečaj. Prodornost in smelost Litijskega planinskega društva se je nadaljevala po drugi svetovni vojni.
Odločili so se za novo planinsko postojanko in v letu 1959 odprli planinski dom na Jančah. Veliko pozornosti so posvečali vzgoji mladih in na osnovnih šolah ustanavljali planinske krožke. Leta 1974 so odprli planinsko krožno pot, ki je povezovala vrhove na obronkih takratne občine Litija, ter jo v spomin na znamenitega Litijana poimenovali Badjurova krožna pot. Planinsko društvo Litija ima svoje stalnice. Mladinski, alpinistični, markacijski, izletniški in drugi odseki ter sekcije že skoraj pol stoletja organizirajo planinske tabore za vse generacije. Izdajajo društveni časopis Prusik ter redna mesečna obvestila. Veliko skrb posvečajo izobraževanju svojih članov za varno hojo v gore. Članom je skupna ljubezen do gibanja in estetsko doživljanje gora. Prizadevajo si za spoštovanje planinskih vrednot, ki temeljijo na prostovoljstvu in medsebojnem spoštovanju. Povabilu na današnjo slovesnost se je odzval tudi predsednik Planinske zveze Slovenija, naslednice Slovenskega planinskega društva, ustanovljenega leta 1893, gospod Jože Rovan. Vabim ga k pozdravnemu nagovoru. Spoštovani, v veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v imenu predsedstva Planinske zveze Slovenije in seveda tudi v svojem imenu. Zbrali smo se ob pomembnih obletnicah 4 društev, ki izvirajo iz teh koncev. Še posebej me veseli 120-letnica organiziranega planinstva v Litiji, kar seveda pomeni, da ima planinstvo v teh krajih globoke korenine. Slišali smo nekaj lepih besed o pomembni zgodovini planinskega društva. Zato bi izkoristil to priložnost za kratek prikaz naše širše planinske problematike. Naše članstvo že nekaj let počasi vztrajno raste, združujemo okoli 300 društev in klubov z okoli 64.000 člani. Povezuje nas ljubezen do narave in gora, splet športnih in družabnih aktivnosti, pa tudi veliko organizacijskega dela, usposabljanj članstva za doživetja polno in predvsem varno obiskovanje gora in še marsikaj. In seveda skrb za ohranitev naravnega okolja, zavezani smo načelom trajnostnega razvoja. Osnovna celica našega delovanja so seveda planinska društva, takšna kot je Planinsko društvo Litija. Želimo si, da bi gojila široko paleto planinskih dejavnosti, njihov splet pa je najprimernejša pot do uresničitve našega osnovnega cilja, poslanstva, planinstva kot načina življenja. Če kdaj, potem danes ob vse večjih obremenitvah pri delu potrebujemo stik z naravo kot morda najboljše zdravilo proti stresu in seveda drug drugega skupna doživetja in včasih tudi oporo. Temelj našega delovanja je prostovoljstvo. Mnogi, čeprav razpeti med številne dolžnosti, vedno znova najdete čas za delo v planinski organizaciji. Žal pa danes zanos ni dovolj za nadaljnji razvoj planinstva. Vse več nas je na planinskih poteh, v kočah in naravnih plezališčih. Naše koče delujejo v neprimerno težjih pogojih kot turistični objekti v dolini. V kratki poletni sezoni komaj nekako pokrijemo tekoče stroške vzdrževanja, za posodobitve v smeri ekološke in energetske sanacije vselej zmanjkuje sredstev. Vzdrževanje žal pretežno sloni na prostovoljnem delu naših članov in na skromnih sredstev planinskih društev. Na različnih državnih razpisih smo v zadnjih letih sicer pridobili pomembna sredstva,
Vztrajno pa si prizadevamo, da bi za posodobitev koč pridobili stalni vir sofinanciranja iz državnega proračuna, ki bi omogočil načrtno posodobitev koč. Skrbimo tudi za preko 10.000 km planinskih poti in okoli 2.000 km turnokolesarskih poti, kar je pravzaprav največji športni objekt Slovenije. Poti poleg naših članov uporablja še okoli 300.000 drugih slovenskih planincev in vse številčnejši tujci. Poti so vsem na voljo seveda brezplačno, brez njih si ni mogoče zamisliti turizma v gorskih krajih. Temu je končno prisluhnila tudi država in od leta 2023 prispeva znatna sredstva za vzdrževanje planinskih poti. Poti vzdržuje skoraj 1000 prostovoljcev markacistov. Veseli nas, da je v stenah naših gora, naravnih plezališčih in v plezalnih centrih vse bolj živahno. Poleg tradicionalno uspešnega alpinizma je tudi športno plezanje postala naša paradna športna panoga. Nedavno sta Anja in Patricija prejeli posebno priznanje za ženski alpinistični podvig, Aleš Česan že 3. zlati cepin, Janja in Rosa pa sta osvojili 3 medalje na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu. Ob koncu morda najpomembnejše. Želimo, da bi se naše dejavnosti odvijale varno, zato izvajamo številna kvalitetna usposabljanja strokovnih delavcev in članstva. V spremstvu naših prostovoljnih vodnikov se počutimo varne. Dovolite, da vsem 4 društvom čestitamo v jubileju, planincem pa srečno v gorah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rovan. Prosim, da se nam na odru pridruži še predsednica Planinskega društva Litija, gospa Alma Jere, da skupaj podelita priznanja članov. Ob 120. obletnici Planinskega društva Litija prejmejo bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije naslednji člani. Sašo Žol Borišek. Sašo Žol Borišek aktivno deluje v alpinističnem odseku Litija. Je vodnik Planinske zveze Slovenija in član vodstva mladinskih planinskih taborov. Vodi tudi družinske izlete. Aktivno deluje tudi na področju usposabljanja ter alpinistične šole. Naprej, Janez Cestnik. Janez Cestnik je aktiven markacist. Sodeluje na akcijah Planinskega društva Litija in je bil tudi aktivni udeleženec planinskih taborov. Skrbi za del Badjurove krožne poti. Skupaj s člani markacijskega odseka PD Litija sodeluje pri organizaciji pohoda na Tisje. Franc Cirar. Od ustanovitve sekcije Sokol aktivno sodeluje na izletih in jih tudi vodi v vlogi pomočnika. V sekciji igra vidno vlogo in jo skupaj s Heleno Mohar tudi uspešno vodita. Je član upravnega odbora društva in se redno udeležuje skupnih akcij. Jože Grobošek. Od ustanovitve sekcije Sokol aktivno sodeluje na izletih in jih tudi vodi v vlogi pomočnika. Opravlja tudi funkcijo praporščaka in je član upravnega odbora društva. Jernej Grobošek.
Boršek. Jernej Boršek aktivno deluje v alpinističnem odseku društva, bil je tudi njegov načelnik ter član upravnega odbora. Vodil je tudi alpinistično šolo. Janko Guček. Janko Guček je dolgoletni markacist Planinske zveze Slovenije. Skrbi za del Badjurove krožne poti. Skupaj s člani markacijskega odseka sodelujejo pri organizaciji pohoda na Tisi. Samo Jager. Samo Jager je po Marku Drnovšku prevzel vodenje sekcije Kojoti na Savi. Je aktiven član upravnega odbora, ki skrbi za organizacijo izletov in jih tudi vodi. Rudolf Jere. Rudolf Jere je aktualni načelnik markacijskega odseka, ki je zelo dejaven pri urejanju Badjurove krožne poti. Je vodnik PZS, član vodstva družinskih taborov. Redno se udeležuje delovnih akcij pri Planinskem domu na Jančah in opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora. Tatjana Jug. Tatjana Jug je vse od ustanovitve planinske sekcije Sokol nepogrešljiva pri organizaciji izletov in druženj. Udeležuje se tudi drugih skupnih društvenih akcij. Mislim, da bo treba narediti dve vrsti. Anton Mars. Anton Mars od ustanovitve sekcije Sokol aktivno sodeluje na izletih in jih tudi vodi v vlogi pomočnika. Miha Mohar. Miha Mohar je vodnik Planinske zveze Slovenije. Aktivno sodeluje pri organizaciji planinskih taborov in je dolga leta član vodstva. Je aktivni član upravnega odbora društva, vodja družinske sekcije in organizator zimskega planinskega tabora. Jože Pavli. Jože Pavli od ustanovitve sekcije Sokol aktivno sodeluje na izletih in jih tudi vodi v vlogi pomočnika. Gašper Repina. Gašper Repina je mladinski voditelj, bil je tudi član upravnega odbora, vodil je mladinski odsek ter 6 let mladinske planinske tabore. Aktivno je sodeloval na akcijah društva, bil v organizacijskem odboru pohoda na Tisi in skrbel za kulturni program in povezovanje proslave. Marko Samec. Marko Samec že od ustanovitve sekcije Sokol aktivno sodeluje na izletih in jih tudi vodi v vlogi pomočnika. Predano skrbi za fotoarhiv Sokolov. Vid Tilja. Vid Tilja je aktualni načelnik alpinističnega odseka Litija in sodeluje pri izvedbi alpinistične šole. Je član upravnega odbora društva in sodeluje pri društvenih akcijah. Alma Jere.
društva Litija in aktivna vodnica Planinske zveze Slovenija, ki vodi tudi družinski planinski tabor. Aktivno je sodelovala pri ekološki sanaciji planinskega doma na Jančah. Aktivna je pri delu z mladimi in je vzpostavila zelo dobro sodelovanje z vsemi osnovnimi šolami. Zaslužna je za izjemne rezultate naših članih na tekmovanjih Mladina in Gore. Pomaga pri delu v društveni pisarni, pri markacijskih akcijah oziroma v vseh področjih, ki se dotikajo društva. Da se boste vsi videli na fotografiji, je bolje, da se nekoliko umaknete od mene in se nastavite soju reflektorskih luči. V redu je. To bo lepa fotografija. Srebrni častni znak Planinske zveze Slovenija prejmejo Darko Juhant, Darko Juhant aktivno deluje v okviru alpinističnega odseka Litija, ki uspešno in aktivno deluje že več kot 4 desetletja. Bil je tudi njegov načelnik in član upravnega odbora. S svojimi alpinističnimi uspehi je navduševal člane in pritegoval mlade. Matej Krnc. Matej Krnc je dolgoletni vodnik PZS. Sodeluje v vodstvu planinskih taborov ter se aktivno udeležuje akcij društva. V zadnjem času je prevzel skrb za evidenco Badjurove krožne poti. Peter Rutar. Peter Rutar je bil član upravnega odbora društva. Dolga leta je bil gospodar Planinskega doma na Jančah. Več kot 20 let je vodja organizacijskega odbora zimskega pohoda na Tisje, kot ekonom pa je deloval v planinskih taborih. Aljaž Zupan. Aljaž Zupan je bil načelnik mladinskega odseka, aktiven udeleženec taborov, med drugim pobudnik in vodja prvega študentskega tabora Planinskega društva Litija. Je član upravnega odbora in aktivno deluje pri akcijah v organizaciji društva. Aktivno se udejstvuje pri pripravih mladih na tekmovanju Mladina in Gore. Večkrat je vodil planinsko šolo za osnovnošolce. In nastala bo še ena lepa fotografija. Kar pomaknite se bo proti sredini. Zlati častni znak Planinske zveze Slovenije pa prejmejo naslednji člani Planinskega društva Litija. Jože Drnovšek.
upravnega in nadzornega odbora Planinskega društva Litija. Aktivno je deloval in kolikor mu moči dovoljujejo, še deluje v planinski sekciji Savskih kojotov. Deluje tudi v sekciji Sokol, kjer se udeležuje izletov in po potrebi tudi prevzame vodenje. Skrbi za povezavo Planinskega društva Litija in društva Geos. Sašo Jovanović. Sašo Jovanović je planinstvo izkusil že na nižji stopnji osnovne šole in mu odtlej ostal zvest. Postal je vodnik Planinske zveze Slovenije in aktiven član Planinskega društva. Od leta 1994 je član vodstva mladinskih taborov Planinskega društva Litija in aktivno sodeluje tudi pri vseh dosedanjih družinskih taborih. Ureja društveno glasilo Prusik in skrbi za celostno podobo Planinskega društva. Helena Mohar. Helena Mohar je aktivna vodnica Planinske zveze Slovenije in sicer od leta 1992. Zelo dejavna je bila pri organizaciji mladinskih planinskih taborov, še vedno se udeležuje družinskih taborov, kjer sodeluje v vodstvu. Opravlja dežurstva v pisarni Planinskega društva ter uspešno vodi sekcijo Sokol, ki je po številu aktivnosti najaktivnejša sekcija v okviru društva. Danica Repina. Danica Repina je aktivna članica društva. Najbolj dejavna je na področju planinskih taborov, kjer že od začetka sodeluje v vodstvu. Kot mentorica planinske vzgoje je dolga leta vodila sekcijo v vrtcu v Šmartnem pri Litiji. Aktivno sodeluje tudi pri organizaciji pohoda na Tisje. In še zlata fotografija. Kar stopite nekoliko proti ospredju. V redu je. Priliki imam redko čast, da lahko podelim jubilejno listino Planinskemu društvu Litija za uspešno delo k razvoju slovenskega planinstva ob 120-letnici. Alma, prosim. Mislim, da eden od zlatih nagrajencev starosta, ki je tu v parterju, da bi želel podeliti nekaj besed z nami. Zdaj pa prosim tehnike, če priskočijo na pomoč z mikrofonom.
gremo do dol. Darko vse reši. Lepo. Danes smo prišli po dividende. Imamo jih še in še, kajti potrebne so za vsakodnevno življenje, pa tudi za kakšno naložbo, da ne bomo zaspali. Zdaj bi pa se zahvalil v imenu naših planincev, ki so tako številni, ste videli, kakšna vojska je to, da ne bomo pozabili, da bomo še naprej tako, kot smo. Veliko prostovoljno delo drugače ne znamo, pa bi se tako, spet sem slišal, kako smo mi skozi zgodovino na podlagi jezika ustvarili to, kar imamo. Na Planicah luštno biti, to poznamo, to je taka ljudska pesem, da sem jo pa malo prekrojil za takle namen. Na Planicah sonce se sije, na Planicah luštno je. Vrh goreče danes vabi, pridite mi vsi v gosti. Že smo se veselo zbrali, šli pogumno na goro. Z vrha smo deželo objeli in nam srcih je toplo. Vam pozdrav, drage mi planine, jutri spet se vidimo. To je bilo ob 100. dogodku izletu Planinska društva Litija, se pravi Kojoti. To je zdaj tega nimamo trenutno več, ampak vedno še živi ta ideja. Hvala lepa še enkrat. Budimo tako ustrajni posod, kot so planinci. Ne glede na to, kakšen je dan, gremo, ne glede na to, kakšen je dan, pomagamo in tako živimo dostojno skupno življenje. Hvala lepa. Kojotu in mislim, da lahko v imenu vse dvorane, da vam lahko voščim na še mnoga zdrava in močna leta. Prikazati smo skušali utrip društvenega življenja v Litiji pred 140 leti. Hkrati pa ugotovili, kako bogato društveno življenje nam je tu uskrilo. Kako pa gre na tisti čas pogledati v duhu sedanjega časa, s poznavanjem časovnega obdobja in hkrati, če smemo tako reči, zgodovinsko objektivnostjo? Naš nocojšnji osrednji gost, ki smo ga zaprosili za nagovor, je dr. Tone Kregar, doktor zgodovine in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. Je dober poznavalec obdobja, v katerem so vzniknila društva in ustanove, ki jih je opisovala naša vrla Ljudmila Roblek. A hkrati je pronicljiv ustvarjalec, sodoben pisec in avtor besedil prirok skupini Midva. Zato je odličen poznavalec in pomemben soustvarjalec naše kulture in njene atmosfere. Prosim ga, da nam spregovori o dediščini čitalništva, ki spremlja naše jubilante. Gospod dr. Tone Kregar, izvolite. Spoštovana gospoda ministra, gospod Props, dr. Logaj, spoštovana gospoda župana, gospod Trkavec, gospod Izlakar, spoštovana kolegica, direktorica knjižnice Litija, Andreja Štuhec, spoštovani nagrajenci in nagrajenke, drage Litijanke in Litijani, vsi zbrani. Spodobi se, da svoj nagovor začnem za zahvalo za privilegij, ki ste mi ga nocoj naklonili.
Resnici na ljubo me je vabilo tako presenetilo, da sem ga sprejel, še preden sem uspel izraziti pomisleke in opozoriti na dejstvo, da čeravno zgodovinar o preteklosti vaših krajev ne vem dosti, skoraj nič. Poznal sem sicer vlogo Ciril-Metodove družbe, tudi za Luko Sveca sem že slišal, a o vsem ostalem dogajanju, ki je razlog nocojšnje svečanosti in ki predstavlja temelj aktualnih jubilejev, sem se moral dejansko podučiti šele v pripravi na nocojšnji večer. Še več pa sem zvedel v zadnji uri. Hvala, spoštovana Ljudmila. Hvala torej tudi za to, saj bi sicer moje vedenje v preteklosti Litije z okolico verjetno ostalo dokaj uborno. Čeprav je po drugi strani res, da so glavne značilnosti takratnih dogodkov v mnogočem primerljive tudi z družbenimi procesi, ki so se odvijali v krajih, odkoder sam prihajam, se pravi iz Celjskega. Navkljub deželnim mejam in posledično tudi razlikam med Kranjsko in Štajersko se je v drugi polovici 19. stoletja že oblikovalo to, čemur lahko rečemo skupni slovenski prostor, tako v njegovem političnem kot kulturnem smislu. Od pomladi narodov in zedinjene Slovenije kot programskega temelja narodnega preporoda se je slovensko narodno gibanje v naslednjih desetletjih počasi, a vztrajno krepilo, ter skozi taborsko in čitalniško vrvenje širilo med čedalje širše sloje takratne družbe. Slovenstvo kot sodobna kategorija je takrat naredilo prve samostojne korake, a pot do odraslosti in zrelosti je bila še dolga in vijugasta, polna spotikanj, padcev, prask in ran. Če preteklost malce posplošeno delimo na boljša in slabša obdobja, so 80. leta 19. stoletja predstavljala dokaj dobre čase. V zgodovino pisijo to obdobje označujemo kot slogaško, kar seveda izhaja iz lepe, stare slovanske besede sloga. Takrat so še dokaj mlade, ambiciozne slovenske politične elite vsaj začasno uspele izkoristiti razmeroma prijazno politično klimo v cesarstvu in pragmatično naklonjenost vladno-cesarskega Dunaja, preseči siceršnje svetovno-nazorske delitve in nasprotja ter se praktično povezati v prizadevanjih za najrazličnejše narodne pravice. Čeravno so omenjena nasprotja, poenostavljeno jih lahko razvojimo na katoliško-konzervativna na eni in liberalna na drugi strani, že kmalu spet sunkovito udarjena na plan, so v tem kratkem obdobju naši predniki zasejali seme, iz katerega je vzklilo veliko dobrega in trajnega. Ta setev je bila še posebej plodna v vaših krajih. Leta 1885 so, kot smo nocoj že slišali, na pobudo znamenitega narodnega voditelja, litijskega notarja, deželnega in državnega poslanca Luke Sveca ustanovili litijsko podružnico družbe svetega Cirila in Metoda, narodno-obrambne organizacije, ki je bila le malo pred tem ustanovljena v Ljubljani in ki je delovala predvsem na področju vzpostavitve in razvoja slovenskega šolstva. Kot glavnega branika slovenskega jezika, kulture in narodne zavesti, torej tega, čemur bi danes rekli in čemur danes pravimo slovenska identiteta. Njena bodočnost namreč niti na Kranjskem, ki je takrat sicer že prepoznana kot večinsko slovenska dežela, kaj šele na Štajerskem ali Koroškem, ker so bile razmere še manj ugodne, ni bila samoumevna. Ne da bi kakorkoli zmanjševali pomen utemeljiteljev slovenskega jezika in kulture, začenši s Trubarjem, a narodna zavest je med tukajšnje slovensko, v veliki večini kmečko prebivalstvo prodirala počasi in postopoma. Ljudje so se namreč dolgo, bolj kot s čemerkoli, identificirali s svojim lokalnim in regionalnim okoljem, in to ne glede na svoj izvor in govorico. Zato sta pod pritiskom splošne nemške, politične, kulturne in gospodarske dominacije v avstrijskem delu črno-žolte monarhije prav šola in jezik, v katerem se bodo učile in oblikovale mlade glave, mlada srca in mlade duše, predstavljala presečišče mednacionalnih trenj in spopadov. Tudi družba svetega Cirila in Metoda je nastala kot neposreden odgovor na dejavnost nemške prosvetne organizacije Schulverein in ustanavljanje nemških šol. Obenem so se iz njenega debla razraščale nove veje.
Pod okriljem Litijske podružnice in prav tako pod vodstvom neobornega svetca so kmalu vzniknila še 3 društva. Pevsko društvo Litija, Požarna Bramba in Slovensko bralno društvo, ki so vsaka na svoj način dosegala in nagovarjala tukajšnje domačine in pri njih utrjevala slovensko narodno zavest. Kako globoko in kako razvejane so bile te korenine, priča dejstvo, da njihovi nasledniki, Knjižnica Litija, Pevsko društvo Lipa in Prostovoljno gasilsko društvo Litija, še danes, po 140 letih, predstavljate pomemben del litijskega kulturnega, družbenega in družabnega življenja. Podobno velja za 2 desetletji kasneje ustanovljeno Litijsko podružnico Slovenskega planinskega društva. Zato naj na tem mestu vsem letošnjim jubilantom tudi sami iskreno čestitam. Vsem njihovim sotrudnikom, tako preteklim kot sedanjim, pa izrazim globok poklon. Spoštovane in spoštovani, z minevanjem časa razumljivo usiha intenziteta pomnjenja in v individualnem, družinskem in kolektivnem spominu se plasti minulega nalagajo druga na drugo, pri čemer nove pogosto izpodrivajo stare. Prav zato je sistematično ohranjanje spomina in vedenja o preteklosti naloga in odgovornost celotne skupnosti. Še posebej pa tistih, katerih beseda seže v javni prostor in ki se za zgodovino in dediščino profesionalno ukvarjajo. Zato mi dovolite še en hiter pogled nazaj. Kot rečeno, je materni jezik še nekje na prelomu iz 19. v 20. stoletje dokončno prenehal biti zgolj sredstvo sporazumevanja ter postal glavno znamenje in kriterij nacionalne opredelitve. Kar pa v slovenskem primeru ni izključevalo niti že omenjenega lokalnega, niti tradicionalnega avstrijskega patriotizma, v imenu katerega slovenski fantje in možje med veliko vojno prelivajo kri na ravnicah Galicije in v Soškem pogorju. Kmalu zatem se naši predniki znajdejo v novi jugoslovanski državi in komaj dobro nagovorjeni od slovenske prevzemajo novo jugoslovansko identiteto, ki je prav tako potencirana in spodbujana od zgoraj, se pravi strani kulturnih in političnih elit. Šele takrat je vzpostavljen nujen institucionalni okvir, zlasti šolstvo vseh stopenj na čelu z gimnazijami in sicer okrnjeno univerzo, medtem ko politično pravno poenotenje v smislu zedinjene Slovenije ostaja neuresničeno. Pravzaprav je šele protiokupacijski, narodno-osvobodilni boj v letih 1941-1945 v samoobrambi pred izbrisom in uničenjem slovenstva utrdil in na novo utemeljil našo narodno zavest in identiteto. Sledilo je vztrajno prizadevanje za čim večjo avtonomnost in suverenost znotraj druge Jugoslavije, vse dokler se nam ob koncu 20. stoletja, ko je življenje v jugoslovanskem političnem kotlu postajalo vse bolj nevzdržno, obenem pa je veter sprememb prepihal Evropo, ni ponudila do takrat skoraj nepredstavljiva ter za zgodovinskega vidika edinstvena priložnost, ki smo jo znali izkoristiti in si složno izboriti svojo demokratično državnost. Te zgodovinske izkušnje predstavljajo dobro popotnico in oporo tudi v negotovih časih, ki jih živimo danes. Ne gre si namreč zatiskati oči pred skrb zbujajočimi dogajanji v svetu, tudi čisto blizu nas. A vse zaenkrat je naša bodočnost še vedno predvsem v naših rokah. In ne glede na vse geopolitične silnice ter interese in igre velikih, na katere dejansko težko vplivamo, smo v prvi vrsti še vedno najbolj odgovorni sami zase. Tako kot posamezniki, kot skupnosti. Pri čemer si z lastno zaplankanostjo in ozkosrčnostjo lahko naredimo več škode, kot pa nam jo lahko povzroči kdorkoli od zunaj. Kot sem že poudaril, so naše identitete, med njimi tudi narodna, pogojene z družbenim okoljem, ki se ves čas spreminja. Način življenja je danes v digitalni dobi bistveno drugačen, kot je bil denimo še pred nekaj desetletji, kaj šele v časih Luke Sveca, Ljudmile Roblek in drugih slovenskih narodnjakov. Priča smo spreminjajočim se medsebojnim odnosom na vseh ravneh, med posamezniki, generacijami, spoli. In povsem razumljivo je, da nas marsikaj bega, navdaja z negotovostjo ali celo plašljajo. Zavedanje, ohranjanje in spoštovanje kulturne tradicije, dediščine in materinščine kot stebrov, na katerih stojimo tako kot posamezniki kot skupnost,
je zato sila pomembno in dragoceno. A pričakovati, da bodo že današnje mlade generacije, kaj šele tiste, ki prihajajo, premogle povsem enak odnos do slovenstva, kot ga imamo mi, ki smo na nek način še vedno zaznamovani, premnogi pa tudi obremenjeni z velikimi ideološkimi zgodbami 20. stoletja, je iluzorno. Kar pa še ne pomeni, da novosti in spremembe načenjajo ali celo uničujejo naše jedro in bistvo. Pač pa ravno nasprotno. Da sta slovenska identiteta in kultura nekaj živega, razvijajočega in spremenjujočega, ter kot naša življenja na stalnem prepihu in vedno novem preizpraševanju o tem, kdo in kaj smo, odkot izhajamo in kam gremo. Spoštovani in spoštovani, dogodki, kot je današnji, so namenjeni povezovanju ljudi in skupnosti, ne glede na politične, svetovno-nazorske ali siceršnje razlike. Pa tudi sicer sem slovensko politiko nocoj omenil izključno v kontekstu sloge. In v tem duhu bi želel tudi končati. Ne s pozivom k nekemu nedoločnemu in izmuzljivemu strankarsko-političnemu slogaštvu. Konec koncev je bistvo demokracije, po kateri smo dolgo hrepeneli ravno v, poudarjam, kulturnem, vključujočem in spoštljivem sobivanju različno misličih. Verjamem pa, da je mogoče složno utrjevati stare, sicer razmajane, a še vedno močne in zdrave temelje, ki so jih pred stoletjem in pol postavljali naši predniki. In na katerih bomo vsi brez razlike, vsak po svoji vesti in najboljših očeh, skupaj ustvarjali družbo, ki bo cenila, spodbujala in nagrajevala delavnost, znanje, poštenost, enakopravnost, solidarnost in pravičnost. Ter gojila spoštljiv odnos in sočutje do sočloveka, narave in kulture. Medtem ko za pohlep, primitivizem, nestrpnost, škodoželjnost, sovraštvo ali celo nasilje njej ne bo posluha in prostora. Morda to zveni preveč romantično in naivno. Vem, da je stvarnost pogosto žal drugačna. A vse dokler bomo iskreno verjeli in si obenem prizadevali za domovino, v kateri bomo zadovoljno, svobodno, kulturno in ustvarjalno živeli tako mi, kot naši otroci in vnuki, tako dolgo tudi dela generacij pred nami niso bila zaman. Praznovanja, kot je današnje, pa bodo še naprej ohranjala svoj smisel in pomen. Iskrene čestitke, čestitljivem jubileju in hvala za pozornost. Želim si, da bi prizadevanja posameznikov in društev, ki so pred 140 leti postavljali temelje naši kulturni zavesti, znali z enako vnemo ponesti tudi naprej, v današnji prostor, kjer je kultura, morda nehote, vse bolj oropana svoje primarne naloge ozaveščanja družbene resničnosti ter postaja pod pretvezo navidezne varnosti sredstev vse bolj odrinjena nekam na obrobje. Želim si, da bi kulturo znali ponovno negovati, ne kot okrasek našemu vsakdanu, pač pa kot smisel naše identitete, tiste, ki piše, bere, poje, hodi in misli slovensko. Četudi je največja lepota kulture v njeni zmožnosti izražanja drugačnega sveta, prepevanja o lepem in dobrem ter povezovanju skupnosti skozi čutenje neotipljivega, se dolžnost ustvarjalcev do naroda meri tudi v tem, koliko senc osvetlijo s svojo umetnostjo, koliko ranjenih prostorov nam pokažejo z namenom, da jih prepoznamo, sprejmemo in ozdravimo. Moč umetniškega izpraševanja zrcali moč kulture in z njo moč povezovanja naroda za in v najvišje dobro. Verjamem, da lahko s prizadevnostjo, ki smo jo dokazali v preteklosti, tudi v prihodnje nosimo skupno odgovornost za ohranjanje njene zdravilne lastnosti ter premoremo, kot bi rekla Ljudmila Roblek, dušno in telesno premoč našega naroda za obstoj in razvoj vseh tistih naših svetih reči. Za svoj dnevnik
Neža Verdonik, 19. november 2025. Spoštovani zbrani, pa tinast, vendar bleščeč dotik preteklosti so nam nocoj pričarali. Ljudmila Roblek, ki se je vrnila z gora, zamenjala gvant in zdaj vemo, da se za njo skriva igralka in režiserka Neža Verdenik. Hvala, torej Neža Verdonik. Neslišen, a vendar izjemno viden je bil dotik upodobitev ilustratorke in animatorke Irene Režek. Hvala Ireni Režek. Z nami so bili tudi glasbeni izvajalci, ki so si nadeli ime Akustik Quattro. Akustik Quattro so vokalno-instrumentalna zasedba, ki ustvarja pristno in čustveno glasbeno doživetje, kot smo tudi sami izkusili. Sestavljajo jo Nuša Grm, Larisa Rebol, Aljaž Grandovec in Žiga Dremelj. Aljaž poleg petja igra tudi klavir in kitaro, Žiga pa dopolnjuje zvok z ritmično kitaro. Poustvarjajo glasbo različnih žanrov, od popa do nežnih balad, vedno z akustičnim pridihom. Zahvaljujemo se jim in upamo, da boste v Litiji polepšali še kakšno slovesnost. Nocoj so nam spregovorili izbrani gostje. Zahvala gre tudi njim. Običajno nas na takšnih slovesnostih spremljajo tudi župani, zato naprošam gospoda Rokavca, župana občine Litija, da jubilantom nameni kakšno svojo misel. Lep dober večer, spoštovani gostje, in lep dober večer, spoštovani dragi jubilanti. 140 oziroma 120 let je res častitljiva doba. Izrekam vam globok poklon za vse, kar ste storili v tem obdobju za Litijo, za srce Slovenije. In tako kot je bilo globoko zasejano to vaše seme pred 140 leti, lahko danes ugotavljamo, da ste še zelo sveži, krepki, čili, da nadaljujete to izjemno poslanstvo. Poslanstvo slovenstva, poslanstvo kulture, poslanstvo negovanja narave, medsebojne solidarnosti in pomoči. Lahko smo ponosni na vas in lahko se na vas zanesemo. Tako kot ste bili potrebni pred 140 oziroma 120 leti, ste potrebni tudi danes in ste potrebni tudi za prihodnost. In te stvari so res
svete, vaše in naše skupne reči. Vse najboljše in vse dobro vam želim. Zdaj bi pa prosil, če se mi na oder pridruži direktorica javnega zavoda Knjižnica Litija, gospa Andreja Štuhec, kjer je dejansko prevzela pri oblikovanju tega dogodka vlogo Ljudmile Roblek in spet res pristno povezala te ključne naše svete reči. Iskrena hvala. Hvala tudi izjemno odzivni in prizadevni ekipi Kulturnega centra Litija, ki so nam kljub okrnjenim okoliščinam delovanja omogočili in dejavno soizvedli prireditev v tej 100-letni dvorani. Da, tudi ta institut je letos jubilant. Hvala, da ste nam ponudili gostoljubje in svojo izjemno tehnično znanje in podporo in tako so ustvarili našo prireditev. Vabim vas vse, da se skupaj zadržimo z našimi slavljenci, si izmenjamo vtise ob doživetem ter s toplimi obeti odidemo v prihodnost. Svete reči in dejanja, ki jih ustvarjajo naši jubilanti, si, dragi obiskovalci, vzemite za svoje. Saj kdor sam ni del tega, ne sliši in ne vidi. Prijeten večer.
je ujist, ne popačen. Pustite nam ta svet, drugačen.